Sedaj pa je z nami v tretjem sklopu predavanja še gospod Stojan Glavač z Finančne uprave Republike Slovenije, ki nam bo spregovoril o tematiki, ki se je v letu 2020 dotaknila prav vseh nas. Njegovo predavanje nosi naslov Informacijska podpora proti koronskim ukrepom, turistični boni. Gospod Glavač, prosim. Ja, hvala. Jaz bi sam preveril tole predstavitev. Dela, super, vse vidite, ne? Ja. Torej, lep pozdrav še z moje strani. Torej, kot je rečeno, prihajam iz Finančne uprave. Na kratko, 15 minut imam na voljo. Vam bom predstavil tole informacijsko podporo proti koronskim ukrepom. Poudarek pa bo, kot rečeno, na turističnih bonih. Zdaj, Finančna uprava je bila aktivno vključena praktično v vseh protikoronskih paketih, od 1 do 6, obeta se tudi 7. Če izpostavim samo te najbolj pomembne elemente, recimo mesečni temeljni dohodek za samozaposlene družbenike, kmete, tudi verske uslužbence v pomladanskem valu, potem povračilo delno izgubljenega dohodka v primeru karantene ali varstva otrok, povračilo nekritih fiksnih stroškov, ta zadeva je aktualna ravno zdaj, obrazec smo objavili pred parimi dnevi, potem tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev, vračilo prejetih upravičenj in pa, kot rečeno, unovčevanje turističnih bonov. Teh aktivnosti je imela Finančna uprava še seveda mnogo več, od prilagoditve obrazcev in podobno, ampak, kot rečeno, izpostavljam najbolj tipične. Na tem slajdu skušam prikazati, da se je pri vseh ukrepih oziroma implementacija vseh ukrepov zelo mudilo. V bistvu, takoj, ko je bil protikoronski paket sprejet v Državnem zboru, zelo hitro je bil tudi objavljen v Uradnem listu in začel je veljati naslednji dan po objavi. In zakonodajalec je pričakoval, da takoj po objavi pride tudi do implementacije, do nakazovanja sredstev gospodarstvu, kar je seveda logično, potrebovali so pomoč. In tukaj smo imeli zelo malo manevrskega prostora, kako implementirati zadeve. Na srečo smo zelo s pridom izkoriščali e-davke. Zdaj, e-davki so se predvsem v 3 točkah izkazali kot zelo dobri, kvalitetni. Zakaj? Prvič, zavezanci jih poznajo. E-davke imamo že od leta 2003, torej 17 let, zavezanci so na njih navajeni, poslovni subjekti jih morajo uporabljati, zato imamo že 372,000 uporabnikov. Primer, recimo tukaj na desni strani slajda vidite mobilno aplikacijo, ki je trenutno dostopna še za fizične osebe, zgolj za fizične osebe, jo pa uporablja kar 148,000 uporabnikov, toliko je registriranih v sistem. Se pravi, kot prvo, e-davki so poznani, jih zavezanci uporabljajo. Kot drugo, so se v teh kriznih situacijah izkazali kot zelo robustni, zanesljivi. Namreč vsi ti protikorona ukrepih, ki smo jih spustili skozi e-davke, torej e-davki so jih normalno prebavili, nismo zaznali nobenih večjih težav, morebitne manjše težave smo sproti odpravljali, tako da, kot rečeno, zelo zanesljiv sistem. Kot tretje pa so se e-davki pokazali kot zelo fleksibilni. Namreč, kot boste videli v naslednjih slajdih, celo tako imenovane bone je bilo možno unovčevati preko sistema e-davki. Se opravičujem. Glejte, na tej navidezni šolski tabli sem skušal ponazoriti, kaj vse je bilo potrebno pri vseh teh vlogah iz protikorona paketov. Vsak obrazec, ki ga je bilo treba na novo razviti, ga je bilo potrebno tudi integrirati v zalednem informacijskem sistemu. Naknadne kontrole so bile potrebne, pregledi, potrjevanje in na koncu seveda tudi izplačila in pa seveda izdaja odločb. Če sem samo mogoče praktičen, recimo mesečni temeljni dohodek. To vlogo je oddalo, oziroma še v drugem valu imajo časa do konca leta, preko 50,000 poslovnih subjektov. Ampak čas je bil zelo kratek, namreč vlogo je bilo, recimo rok je bil do konca meseca, in potem izplačilo
sledi 10. v naslednjem mesecu. Se pravi, v tistih 10 dneh je pa morala finančna uprava, kot rečeno, sprejeti te vloge oziroma izjave za mesečni temeljni dohodek, izvesti vse potrebne kontrole. Namreč zadeva ni bila tako enostavno, da smo samo prejeli obrazec in izplačali denar, ampak v zakonu so bile številni pogoji, recimo zavezanec na dan oddaje vloge za mesečni temeljni dohodek ni smel biti davčni dolžnik, to je bilo treba preveriti. Potem določene ugodnosti, določene pravice so se med seboj tudi izključevale, ali pa recimo zavezanec je mogel biti registriran v določenem časovnem intervalu in tako naprej. Skratka, naš zaledni sistem je omogočil vse te akcije brez kakšnega človeškega faktorja, v tem smislu, da bi zadevo zavlačeval, ampak zadeva je bila tako izinformatizirana, da smo vse izplačila izvršili v roku, še celo prej, mnoga še celo nekaj dni pred iztekom roka. Na tem slajdu recimo skušam slikovito prikazati, da smo na poti, torej določene PKP-je, tako imenovane protikorona pakete smo že izvršili, ostali so še na poti, sledi, kot vidite tlele na koncu, tudi 7. paket in mogoče v novem letu tudi še kakšen nov paket. Na podlagi preteklih izkušenj smo zelo optimistični in se že veselimo novih izzivov, tako da, če mogoče nadaljujem še z unovčevanjem turističnih bonov. Zakaj smo izpostavili od vseh teh protikorona ukrepov ravno unovčevanje turističnih bonov? En izmed razlogov je, da je bil ta ukrep najbolj popularen v smislu, zadeval je popolnoma vse prebivalce Republike Slovenije. Verjamem, da številni od teh, ki me spremljate sedaj na tej predstavitvi, ste svoj bon že unovčili. Statistika kaže, da približno polovica, nekaj manj kot polovica turističnih bonov je že unovčenih, ostali pa se bodo v nadaljevanju, torej unovčevanje je predvideno tudi v letu 2021. Se pravi, ne samo, da so se boni nanašali na 2 milijona upravičencev, tudi na več kot 6.000 ponudnikov turističnih storitev in pa, če pogledamo, če bi vsi unovčili turistični bon, potem skupna vrednost znaša kar 357 milijonov evrov, kar pomeni, da gre za zelo velik finančni zalogaj. Še bolj kot pri ostalih protikorona ukrepih smo bili v primeru unovčevanja turističnih bonov omejeni s časom. Tlele sem skušal nazorno prikazati dve alineji. Namreč uredba, ki je določila pravila igre unovčevanja turističnih bonov, je bila sprejeta 8. junija, 11 dni pozneje, s tem, da je bil vmes še vikend, 19.6. pa so se že začeli boni unovčevati. To pomeni, da 19.6. je nek prebivalec Slovenije že lahko šel na recepcijo hotela in zahteval unovčitev bona. Skratka, ne govorimo o kakšnih inštrukcijskih rokih, ki se lahko podaljšajo in tako naprej, ampak 19.6. so se morali boni unovčevati in ne boste verjeli, ob 7. zjutraj smo imeli že prvo rezervacijo turističnega bona in potem kasneje tudi unovčitev tega bona. Za cilj smo si postavili predvsem dve zadevi. Prvič, enostaven postopek unovčevanja bonov. Zakaj? Zato, ker zadnje, kar smo si želeli, je, da bo ljudje, ko bodo šli na dopust, razmišljali o, zapletenih birokratskih postopkih, z jemanjem nekih dokazil, rojstnih listov, ne vem kaj. Seveda to ne bi šlo skozi. Skratka, želeli smo se, da ljudje, ko bi šli na dopust, enostavno vzamejo s seboj osebno izkaznico, mogoče potni list, in vse ostalo prepustijo receptorji, ki bo speljal postopek unovčevanja bonov. Na drugi strani smo pa seveda morali skrbeti, da zaradi morebitnih poenostavitev ne bi prišlo do zlorab. Ko boste videli v nadaljevanju, nam je oboje uspelo. Turističnih bonov doslej nismo poznali. Nismo imeli izkušenj, nismo imeli tako imenovanega know-howa. In tudi za implementacijo je skrbela, kot rečeno, finančna uprava, ki se sicer ukvarja z pobiranjem davkov, prispevkov, drugih obveznih dajatev, z samim turizmom pa nismo imeli večjih izkušenj, tako da je bilo to za nas kar tudi vsebinski velik izziv. Ampak, pozor, zadevo smo zelo elegantno rešili s tem, ker smo sodelovali z drugimi organi, ki pa so zelo močni na področju turizma. Zdaj, to sodelovanje, ko smo delali tako imenovano SWOT analizo,
to sodelovanje različnih državnih organov bi lahko predstavljala tudi grožnja, ampak v našem primeru je bila to velika, velika prednost. Sodelovali smo, če izpostavim samo nekatere, Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat, AJPES, med nekaterimi niti ni hierarhičnega odnosa, ampak lahko vam zatrdim, nikakršnih komunikacijskih šumov ni bilo, zelo, v bistvu smo med sabo si delili znanje, izkušnje in izplen je bil pač nemoteno učinkovito delovanje. Zdaj, v kakšni obliki prejmem turistični bon? Tukaj se navezujem na to poenostavitev. Še v začetku, predno je bila sprejeta uredba, so se ljudje spraševali, pa kako bo izgledal bon, ali bo to nek listek, ali bo to neka kartica, kje ga dvignem in tako naprej. Zadevo smo tako zinformatizirali in poenostavili, da je bon predstavljal dobro imetje v e-davkih. Skratka, v fizični obliki ni bilo nobenih bonov in pa zadevo, da smo približali javnosti, je, da so se boni lahko prenašali. Prenašali so se med sorodniki in pa med zakonskimi partnerji. Izkušnje so pokazale, da je bilo to zelo, zelo dobro sprejeto v javnosti, je pa res, da je finančni upravi, ki pa mogla nastaviti algoritme, da smo vse to nekje preverjali in da ni bilo potrebno nikakršnih večjih dokazil zavezancem prelagati, je bil pa to za nas kar velik izziv, ampak uspelo nam je. Zdaj, kako smo dosegli velik preboj? Skratka, da smo dosegli tisto 11-dnevni rok za implementacijo in da smo zadevo poenostavili, pa da smo odpravili vse morebitne zlorabe. Dve stvari. Prvič, uporabili smo sistem, ki že deluje. In to so e-davki. E-davki so se tudi na tem področju izkazali za zelo, zelo fleksibilen sistem, ki ga enostavno lahko uporabimo tudi še za kaj drugega, kot so to samo davki, prispevki in druge dajatve. In pa, kar se mi zdi pa še bolj pomembno, če pogledate drugo alinejo, povezali smo že obstoječe evidence. Register davčnih zavezancev, to je FURSov sistem, register nastanitvenih obratov od AJPES-a, e-turizem in podobno. S tem, ko smo povezali že obstoječe sisteme, ki v državi delujejo, smo omogočili, smo v bistvu dosegli to, da smo v zelo kratkem roku poenostavili sistem, ki je enostaven. Enostavno v tem smislu, da državljani da ni bilo potrebno na samo recepcijo nositi kakšnih dokazil o starševstvu ali kar podobnega, vse smo lahko preverili iz naših evidenc, ki smo jih povezali v neko skupno celoto. Tlele mogoče samo zelo, zelo poenostavljen sistem, kako je zadeva delovala. Srce sistema, če pogledate tlele obarvane, so bili e-davki. V e-davkih smo oblikovali tako imenovani receptorski portal, preko katerega je potekalo to unovčevanje bonov. Zdaj, ta receptorski portal smo razvili na ta način, da je bil zelo, zelo enostaven. Zakaj je to pomembno? Ker ta receptorski portal niso uporabljali neki računovodje v turističnih organizacij, ki sicer uporabljajo e-davke, ampak so ga uporabljali receptorji, tisti na receptorskem pultu, kot vidite recimo na levi sliki. In za njih je mogla biti zadeva zelo enostavna v smislu, da ukolikor bi bil za njih torej sam portal kompliciran, kaj bi se zgodilo? Vrste bi imeli za pultom, bila bi slaba volja in zadeva ne bi spadla tako pozitivno, kot je. Kot nam je pokazala praksa unovčevanja turističnih bonov, je zadeva delovala nemoteno, brez problema od prvega dne, kot rečeno že ob 7. zjutraj, 19.6. je bil unovčen bon in pa do danes je unovčenih, kot boste videli kasneje, bom predstavil statistiko, že skoraj 1 milijon bonov in povsem pravočasno smo v finančni upravi zadeve preko receptorskega portala obdelali in nakazovali sredstva. Mogoče bi še to izpostavil, tudi tukaj smo imeli zelo tesne roke, namreč, ko se unovči turistični bon, finančna uprava 2-krat mesečno nakazuje sredstva unovčenih bonov samim ponudnikom na njihove transakcijske račune. Ta pogostost unovčevanja pa seveda potrebna, kajti seveda glavni namen unovčevanja turističnih bonov je bila pomoč gospodarstvu oziroma pomoč turizmu.
Na tem slajdu skušam prikazati, da smo že v štartu, ko so se še oblikovale ideje, kako naj bi izgledali ti turistični boni, smo zelo aktivno sodelovali IT-ovci, PR-ovci in pa vsebinci, torej pravniki, tisti, ki so pisali zakonske akte. Se pravi, naš cilj ni bil samo, da bi sistem deloval. Naš cilj je bil tudi v tem, da bi potrošniki kupili te bone, da bi se jim zdeli simpatični. Skratka, smo jih skušali res približati, zato smo tukaj na desni strani, vidite, simbolično smo skušali oblikovati neke bombončke, da bojo te bone res vzeli za svoje. In to jaz mislim, da nam je uspelo, če izpostavim samo enega, spet smo uporabili že obstoječo mobilno aplikacijo eDavki, ki je namenjena seveda za delovanje finančne uprave z davčnega področja, ampak v tem primeru smo jo zelo hitro nadgradili in so lahko potrošniki spremljali porabo svojega bona. To se je izkazalo kot zelo dobra rešitev, konec konca skoraj 150,000 posameznikov uporablja mobilno aplikacijo in lahko so potem uporabljali tudi funkcionalnost iz tega vidika. Če se samo še dotaknem informiranja, v bistvu v teh 11 dnevih je bilo treba javnost informirati o tem, kje lahko nočejo turistične bone, kako sploh boni izgledajo, kako se prenašajo, kje so dosegljivi in tako naprej. Mi smo uporabili praktično vse komunikacijske kanale in vsa komunikacijska orodja, ki jih pozna teorija, skoraj lahko rečem, s tem, da nismo dali niti centa za oglaševanje. Vso komunikacijo smo vršili uslužbenci finančne uprave s pomočjo Ministrstva za gospodarstvo, torej sami uslužbenci državne uprave in pa uporabljali smo, kot rečeno, vse. Predvsem velik poudarek je bil tale zadnja alineja, če ste lahko pozorni, namreč teh 6,000 ponudnikov turističnih storitev je bilo treba izobraziti, kako uporabljati ta receptorski portal, zato da so bili tistega 19.6. pripravljeni in da je lahko potem zadeva nemoteno delovala. Izpostavil bi še klicni center, ki smo ga imeli na finančni upravi, torej v klicnem centru samo za področje turističnih bonov je bilo vključenih preko 30 uslužbencev finančne uprave. To je bil tudi za nas velik zalogaj, ker najprej smo morali izobraziti interno javnost, torej naše uslužbence. Zavedati se moramo, da so to uslužbenci, ki so še včeraj informirali o davčni izvršbi, o odlogu plačevanja davkov, obročnem plačilu in tako naprej. In potem so te isti uslužbenci, seveda z obilnim izobraževanjem, potem informirali tudi o turističnih bonih. Klicni center je deloval vse dni, se pravi tudi čez vikende, torej tudi ob sobotah in pa nedeljah. Zdaj, zato, da smo čim bolj korektno informirali javnost, smo vzpostavili posebno spletno stran o turističnih bonih, na kateri smo objavili seveda potrebne obrazce, življenjske dogodke, objavili smo filme v znakovnem jeziku za gluhe osebe, potem objavljali smo tudi, recimo, kot dobra praksa se je izkazala, da smo objavili obrazce, čeprav so bili ti obrazci zelo enostavni, na eni strani si moral pisati samo svoje osebne podatke, smo jih izpolnili kot primer, kot mušter na roko, jih skenirali in zavezanci tisti, ki imajo sicer težave z izpolnjevanjem obrazcev, je to bilo zelo v pomoč. Tale slajd mi je meni osebno najbolj simpatičen. Zakaj? Ker na družbenih medijih smo si pa res dali duška, bom tako rekel čisto po domače. Dejansko na družbenih medijih smo objavljali risanke, ki smo jih razvili sami na finančni upravi, objavljali smo posebne uganke, celo pesmice o unovčevanju turističnih bonov smo objavljali, če povem anekdoto, recimo klicni center, ki je sicer informiral javnost, hkrati je pa tudi zbiral vse statistično, katera vprašanja se najpogosteje pojavljajo, je sporočil v PR službo, pojavlja se vprašanje, če grem recimo letovat s prijatelji, ali lahko počastim s turističnim bonom tudi svojega prijatelja, ki z mano, ki bo preživel počitnice v neki nastanitvi. Mi bi lahko poslali sporočilo za medije, ampak smo rekli, pa to je zanimiva tema, dajmo pesmico sestaviti. Smo sestavili pesmico, objavili na družbenih medijih in je bila zelo popularna, toliko všečkov skoraj nikoli še nismo dobili. Recimo tlele spodaj vidite
zavedali smo se, da prej sem govoril o prenosljivosti bonov, ne, torej boni se lahko prenašajo torej med sorodniki. Tudi praksa je pokazala, kar smo sicer že tudi sami predvidevali, da največ bonov je prenešeno od starejših ljudi na svoje, ne vem, bodisi otroke ali pa vnučke. Zato smo oblikovali eno posebno junakinjo, super babi, ne, kako prenaša svoj bon. Bila je zelo slikovita in, bom rekel, prava uspešnica teh družbenih medijev. Tako da v bistvu nam je zadeva uspela. Javnost je, če se samo še vrnem k tem družbenim medijem, javnost je res vzela te turistične bone za svoje. Če se vi samo spomnite, tam junij, julij, to je bilo v bistvu turistični boni, je bila top novica na vseh večernih poročilih. Praktično, kadarkoli smo prižgali torej televizor, poročila, je bila to prva tema. Se prav spomnim, recimo, turistična središča, ki so pokala po šivih, govorim Portorož oziroma celotna obala, potem Gorenjska, kako so novinarji celo stopili v morje in intervjuvali tiste zadovoljne kopalce, kako ste zadovoljni s unovčitev turističnih bonov. V bistvu nam je kar srce igralo tle na finančni upravi, ker so vsi pokali od zadovoljstva in tudi sami ponudniki turističnih bonov so z veseljem zasipali javnost s tem, koliko se jim je pač promet povečal takrat. Tako da dejansko v bistvu na začetku smo se bali predvsem ene zadeve. Če zadeva ne bo delovala, torej če se bo zatikalo, če bodo sistem e-davki, da bodo, ne bodo delovali tako, kot se je pričakovalo, da bodo mogoče vrste na pultih receptorskega portala in tako naprej, bi zadeva zelo klavrno izpadla, ampak daleč od tega. Pravo veselje nam je bilo vsak dan zjutraj spremljati kliping, ker so bili članki res sami pozitivni in to praktično temu je še vedno tako. Zdaj pa samo še zadnji slajd, rezultati. Kot vidite, skoraj polovico turističnih bonov je unovčenih. Klicni center je odgovoril več kot na 23.000 vprašanj. Zdaj v času epidemije je seveda zadeva bolj kot neustavljena, ker turističnih bonov ni mogoče unovčiti, ampak predvideva se, verjamem, da bo slika veliko bolj svetla v prihodnjem letu in prihodnjem letu bo mogoče potem še unovčevati turistične bone. Mogoče pa samo še zadnji stavek, tale zemljevid Slovenije, ki gledate, je bil tudi pravi hit. Praktično smo lahko, glede na to, da so bili vsi podatki o unovčevanju turističnih bonov, torej imeli smo v tej digitalni obliki, smo lahko naredili praktično neskončne analize in prav zanimivo je bilo tudi mi zelo z veseljem objavljali v smislu, ne samo kje je bilo unovčenih največ bonov, recimo na Gorenjskem, Primorskem, termah in tako dalje. Naši podatki so tudi kazali, od kje prihajajo tisti upravičenci, ki so unovčevali turističnih bonov. In zanimivo je podatek, da Primorci so unovčevali svoje turistične bone na Gorenjskem, Gorenjci pa na Primorskem. Toliko kot zanimivost za konec in tako da hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala gospodu Glavaču za zanimivo predavanje in seveda hvala v imenu tistih, ki so že 19.6. unovčevali svoje turistične bone.